Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije več kot petina žensk nima svojega izbranega ginekologa. S tem tvegajo pojav in rast različnih spolno prenosljivih bolezni. Med najbolj resne sodi rak na materničnem vratu, zaradi katerega letno umre 40 žensk vseh starosti. Bolezen je sicer ozdravljiva, a le če jo odkrijejo pravočasno. O znakih in zdravljenju te bolezni smo se pogovarjali z ginekologinjo Andrejo Štolfo Gruntar. Z nami je delila tudi nasvete o tem, kako pogosto in v katerih primerih je priporočljivo, da ženska obišče ginekologa. Ti vzroki so lahko nepravilen menstrualni ciklus, premočne krvavitve, izostajanje krvavitev, boleče menstruacije, moteč izcedek iz nožnice. Prvi obisk ginekologa iz preventivnih namenov svetujemo pri 20 letih starosti ženske. Ta obisk je namenjen za odvzem brisa, za pregled celic materničnega vratu na eventualne rakaste bolezni in naslednji pregled je določen leto dni po prvem. Če je izvid brisa materničnega vratu normalen, potem so naslednji pregledi iz preventivnih namenov vsake 3 leta. Kadarkoli se pojavi kakršna patologija, kakršnokoli bolezensko dogajanje na materničnem vratu, pa so ti pregledi z odvzemom brisa bolj pogosti. Kako pogosti, odloči ginekolog. Ker gre za rodno dobo mladih žensk, navadno poleg teh preventivnih pregledov prihajajo ženske tudi na različne druge preglede, bodisi ob zanositvi, bodisi ob tem, da potrebujejo zaščito s kontracepcijskimi sredstvi in iz različnih drugih razlogov. Mnoga dekleta in ženske imajo glede ginekološkega pregleda predsodke. Nekaterim je tudi nekoliko nerodno, saj gre za poseg v intimnost. Ko pride dekle k ginekologu, se najprej sreča z medicinsko sestro. Pri medicinski sestri se najprej pomeni o tem, zakaj prihaja. Medicinska sestra ponavadi že povpraša po datumu zadnje menstruacije in pregleda menstrualni koledarček, če ga dekle prinese s seboj. Pogovor je lahko seveda s tolmačem. Po pogovoru z medicinsko sestro je začetek pregleda pri zdravniku pogovor. Pogovor o tem, zakaj prihaja, pogovor o tem, kako bo izgledal pregled. Zdravnik navadno razloži, kako pregled izgleda, kaj bo pogledal, kaj bo naredil in zakaj je to potrebno. Ob tem delu pregleda je tolmač navadno zraven. Ko pa pride do dejanskega ginekološkega pregleda, pa se navadno dogovorimo tako, da je dekle samo z zdravnikom. Ker je vendar to tak poseg v intimo, da ga izvedemo res v intimnem okolju. Mi tolmači imamo sprejet kodeks poklicne etike, katero so vsi tolmači zavezani k spoštovanju. Seveda zagotovljena je tudi molčečnost, ker gre res za zelo, zelo zasebne, intimne situacije, v kateri se gluhe osebe znajdejo in dejansko tolmač, tako kot je zdravstveno osebje zavezano k molčečnosti, ravno tako smo mi. Če pride do osebnega pregleda pri zdravniku, je tolmač se umakne, in potem se vrne spet nazaj v ambulanto takrat, ko se mu predpisuje terapija. Od leta 2003 poteka državni presejalni program Zora. Namen programa je zmanjšati umrljivost žensk za rakom materničnega vratu. V okviru programa se lahko na brezplačen ginekološki pregled
Naročijo ženske med 20 in 64 letom starosti, ki v zadnjih 3 letih niso bile pri ginekologu. Vabila na pregled nikar ne zavrzite, saj vam lahko reši življenje. Zelo priporočljivo je tudi cepljenje proti razvoju raka materničnega vratu, za kar se uporablja cepivo proti humanim papilomavirusom HPV, ki povzročajo predrakave spremembe. Brezplačno cepljenje 12-letnic se v Sloveniji izvaja od leta 2010. Za odrasle ženske pa je cepljenje samoplačniško, zanj pa boste odštele okoli 300 € za 3 odmerke.